Boštjan, pozdravljen. Kako je sploh mogoče razumeti odločitev slovenske vojske za odhod v iraški Kurdistan in o aktivni odločitvi v mednarodno koalicijo za boj proti Islamski državi? No, to na prvem mestu ni odločitev slovenske vojske, ampak je odločitev slovenske vlade. To niti približno ni presenetljivo. Treba je razumeti malo v časovnem kontekstu. Včeraj je bilo srečanje v Rimu zaveznic v tako imenovani koaliciji voljnih 2.0. Določene države, na čelu z Združenimi državami, seveda intenzivno iščejo svoje podizvajalce, iščejo številnejšo, intenzivnejšo, bolj oboroženo, bolj intenzivno zasedbo v iraškem Kurdistanu. In po drugi strani moramo pa ta timing razumeti malo širše, tudi v okviru nerazčiščenega tako enega kurdskega vprašanja, ki bo v naslednjih mesecih doživljal številne preobrate in bo ekstremno prisoten v regiji in tudi širje kot odločilen moment. Da se vrnemo k slovenski vojski. 15 inštruktorjev, kot kaže, odhaja v Erbil, v eno izmed številnih tamkajšnjih oporišč. Trenutno, če sem dobro preveril, ima 12 držav te mednarodne koalicije že svoja oporišča. Slovenija gotovo ne bo imela svojega, pridružila se bo eni izmed držav že članic. Včeraj je tudi konec koncev Italija, s katero smo tako intenzivno kot sodelovali v vojaških operacijah v Afganistanu znotraj misije ISAF, napotila v severni Irak, v kurdski del Iraka 130 svojih vojakov. Hkrati pa Nemčija recimo zida veliko oporišče na 15 kilometrov iz Erbila, v katerega bo vložila kar nekaj denarja. Nemčija je tudi ena izmed večjih izvoznic orožja v ta prostor, predvsem intenzivno sodeluje z kurdsko regionalno vlado, ki vodi že dolga leta severni Irak. In kot kaže, je ta prostor, severni Irak, iraški Kurdistan, je praktično še edino okolje na Bližnjem vzhodu, ki je recimo temu prijazno Zahodu. In Zahod samo od tam lahko zares še deluje, tudi v nekih koncentričnih krogih in navzven po celotni regiji. Da točno ta timing, napotitve pa je treba razumeti še v naslednjih alinejah. Včeraj je predsednik kurdske regionalne vlade Masud Barzani napovedal izvedbo sicer neobvezujočega, pa vendarle referenduma o neodvisnosti iraškega Kurdistana. Težnje po kurdski državi, ne samo seveda v severnem Iraku, so izredno močne. Te so seveda prisotne tudi v Siriji, kjer JPG, lokalna sirska organizacija, vojaška organizacija in tudi politična organizacija, že dolge mesece, če lahko rečemo tudi 2 leti in pol, vodi neko avtonomijo 3 različnih kurdskih provinc, ki jih je pred časom prvič zares povezala. To je nek velik, recimo skoraj demokratični eksperiment, ki ne gre v nos samo Turčiji, večni proti kurdski državi, oziroma ki vodi pač to večno protikurdsko politiko zaradi svojega nerešenega kurdskega vprašanja. Vemo, da pač na jugovzhodu Turčije v kurdskih območjih poteka nek tihi, ampak hkrati tudi vedno bolj glasni konflikt. V bistvu je vedno bolj vojna v mestih Cizre, Diyarbakir, Silopi in še kje drugje. In kar je slišati tudi iz obveščevalnih virov in tudi zelo neposrednih iz teh krajev, s katerimi sem v stiku, turška vojska naj bi pripravljala invazijo v naslednjih tednih v severno Sirijo, kajti vojaška moč in tudi ozemeljska celovitost prvič v zgodovini teh 3 provinc kurdskih jih preprosto ne more iti mimo njih. Kurdska in turška želja je razbiti to. Tega se mednarodna skupnost, predvsem pa ta tako imenovana koalicija voljnih 2.0 zelo dobro zaveda. Po mojem mnenju se zavedajo tudi morebitnega backlasha posledic tega, zaostritve konflikta tako v Siriji kot na drugih kurdskih področjih. Zaradi tega se nekako cementira vojaška prisotnost v severnem Iraku, v iraškem Kurdistanu, kajti kje drugje to ni mogoče kot prej. Razrešuje se to kurdsko vprašanje na številnih ravneh. Vemo, Kurdi so največji narod na svetu brez države, 30 milijonov ljudi je razpršenih po celotni regiji. Tu moramo omeniti še prisotnost Irana, iranskega vprašanja. Na drugi strani pa tudi notranjih težav, recimo v iraškem Kurdistanu, ki je praktično v celoti svoj budžet, skoraj tako kot Južni Sudan, bogme, dobesedno črpal iz naftnega bogastva. Padec
cen nafte na praktično minimum, je zelo ogrozil lokalno ekonomijo. Lokalna ekonomija v celoti vezana na to in ekonomski oportunizem je tisti, ki je iraškemu Kurdistanu praktično omogočil de facto ekonomijo v zadnjih letih in to predvsem zaradi vezi s Turčijo, ironično. Torej, obstaja konflikt tudi znotraj kurdske skupnosti. Ne mogoče reči, da so Kurdi v regiji enotni. To je tisto, kar jih je že v zgodovini tolklo, dobesedno pa jih bo tolklo to še v naslednjih mesecih toliko bolj. Ko gre slabo Kurdom v Siriji, ne gre nujno slabo Kurdom v Iraku. Ko gre slabo Kurdom v Turčiji, ne gre nujno slabo Kurdom v Iraku. Mislim, da to, kar se zdaj dogaja, oziroma se bo v naslednjih mesecih dogajalo na severu Sirije s kurdskim vprašanjem, bo okrepilo pozicijo iraškega Kurdistana in njegove morebitne tudi de jure državnosti. Kakšne pa so trenutno razmere v iraškem Kurdistanu? Kot rečeno, iraški Kurdistan je zdaj v nekem precepu. Nizke cene nafte so ogrozile ekonomsko podstat, vladavina kurdske regionalne vlade pod dolgoletnim vodstvom Masuda Barzanija je politično kanček oslabljena, ima sicer na drugi strani precej šibkega oponenta, ki ima praktično iste končne politične, torej avtonomne cilje. In zaradi tega je po mojem mnenju tudi včeraj Barzani napovedal to izvedbo referenduma, ki je pač emocionalna bomba in vodilo celotnega Kurdistana. In zdaj igra na to karto, kajti na ekonomsko, na neko prosperiteto ne more več, na neko blagostanje, ki se je zaradi visokih cen nafte v tej regiji, v iraškem Kurdistanu celo obetalo. Iraški Kurdistan je doživel precejšen udarec, je nek padec vojaški, strateški, politični in ekonomski po prodoru Islamske države iz Sirije proti Iraku, po praktično brisanju sirsko-iraške meje in zasedbi Mosula. In do takrat je vladal nek tihi pakt o nenapadanju med skrajnimi islamisti in različnimi kurdskimi enotami, tako v Siriji kot v Iraku. Potem pa so se po napadu na Goro Sinjar, na Jezidske gore, po poskusu vdora proti Erbilu, zasedbi številnih kurdskih vasi stvari spremenile. Kurdi so vstopili v neposreden konflikt z ISIS-om, bili so praktično na prvih linijah fronte, bili so edini, ki so se zares uspešno, intenzivno, neposredno in transparentno bojevali z Daeshom, z ISIS-om. In to jih je, kot rečeno, zelo fizično in politično izčrpalo. In bojim pa se, da ta povečana prisotnost, mednarodna vojaška prisotnost v iraškem Kurdistanu ne pomeni samo to, da bo mednarodna vojaška skupnost in mednarodna skupnost nasploh priskočila Kurdom v pomoč v boju z Islamsko državo. Bojim se, da gre za neke vrste proxy war in tako imam proxy war, da bo ta mednarodna skupnost, ta koalicija Kurde ne prvič v zgodovini izkoristila za svoje cilje in bo imela, uporabimo to grobo in grdo besedo, za kanon futer. Hvala za pojasnila. Okay.